tednu našega rešenja, tednu Jezusovega trpljenja, smrti in vstajenja, tednu, ki je zame in zate osrednjega pomena. Gotovo je vsakdo izmed nas že lahko vsaj enkrat ali če ne večkrat doživel, da je imela iskreno odnos do svojega prijatelja, prijateljice, da je bil ta odnos res globok, iskren, odnos, ki je obetal, da se ne bo nikoli končal. Bi kar želela, da to traja. In zgodilo se je nekaj, lahko kot izdaja, lahko kot zatajitev, nekaj, kar nas je, ali kar je ranilo, kar je uničilo ta odnos. In kot bi sprejeli vase v svoje srce neko tako globoko rano, za katero smo morda mislili nikoli več, se ne bo zacelila, ker me pa to zares prizadelo. In vendar nam prav današnja Božja beseda, zlasti evangelij, daje odgovor tudi na to. Moj in tvoj najiskrenejši prijatelj je zares Jezus Kristus. In moram si priznati v svojem srcu, da nisem tako popoln, da ga ne bi tudi sam ranjeval, pičal, da ne bi tudi sam zaganjal puščice v njegovo srce, da ne bi tudi sam uničeval ta odnos med mano in Jezusom in mojim odrešenikom. Potrebno si je to, če smo dovolj iskreni, zares priznati. Vendar to Jezus sam ve. Kot je vedel za Juda, kot je vedel za Petra, kot je vedel za vsakega izmed učencev, kaj je in kako bo, tako ve zate in zame. Ve, da ne moram biti tak prijatelj in tako iskren in tako popoln prijatelj, kot je on zame, zate. In čeprav vse ve, prav v tem poročilu ne zaslutimo niti kančka sobe, niti kančka nejevolje, niti kančka jeze, ne si bo na Juda, ne si bo na Petra, ne si bo na te, ne si bo name. Nobene niti kančka sobe, niti kančka zavračanja, niti kančka tega, kar bi pomenilo. Tebe imam pa manj rad zaradi tega kot onega. Zato je tukaj še Janez, evangelist Janez, učenec, ki ga je Jezus ljubil, ki mu je slonil na prsih in tako naprej. Vsi trije so tudi v meni in tebi. Tudi ti si učenec, učenka, ki ga Jezus ljubi. Nismo izključeni ven, to je bilo samo pri Janezu. Mene ni tu zraven. To je bilo samo pri Judu, pred 2000 leti, mene ni bilo tu zraven, pri Petru in tako. V vsakem človeku so vsi trije navzoči. Ker je vsaka duša, tako smo slišali tudi v Berilu, je po stvarjenju naravnana na Gospoda in on nas neizmerno ljubi in tudi vsakdo izmed nas tako ali drugače, tudi vsaj v kakšnem, ne samo trenutku, tudi več dogodkih odgovarja na to Božjo ljubezen, tudi če se oddali. In zdaj smo v tem tednu, ko res dejansko temu prijatelju, ki nima v sebi niti kančka obsodbe, ki nas niti z najmanjšo trohico ne zavrača, ne mene, ne tebe, da tisto, kar je, v čemer se jaz ravno ta odnos, da to njemu vse izročam v njegove rane. In na ta način me on
ne ponovno z obsodbo in sodbo, ampak z usmiljenjem in ljubeznijo rešuje in odrešuje. In zato res spodbujam, da jaz in ti, vsakdo izmed nas v tem tednu še posebej pod tem vidikom razumemo svoje življenje, tega najboljšega prijatelja, ki nam daje vse, in vsaj delček tistega, kar po človeški moči zmorem, je prav, da tudi jaz združim z njim. Da povežem z njim, kot tudi ta večer pri tej sveti daritvi. Zato je pomembno, da smo tukaj, da smo zavestno z Gospodom in da smo z Gospodom kot ena družina, ne samo ti, ki smo tukaj zbrani, ampak res tukaj vključujemo vse naše situacije, vse nas ljudi, živeče tukaj na zemlji, pa tiste, ki so na poti odrešenja in se zbirajo okrog oltarja, na neviden način so tu navzoči vsi, pa tisti sveti in angeli in tako naprej. Med njim je tudi gospod Igor, pa še marsikdo, smo prepričani, so navzoči z nami in med nami. In zato ne samo navzoči kot njeni gledalci, ampak po vsem tem oni za to odrešenje sodelujejo. Samo tako neizmerno velika svoboda v večnem življenju, da jih je potrebno prositi, da nam pomagajo, ker nam ne vsiljujejo pomoči. Zato se jim radi tudi priporočamo tistim, ki so že dosegli poveličanje in hkrati jim izročamo tudi tiste, ki so na poti tega odrešenja, prečiščenja, prav v moči teh dogodkov, ki jim bomo še posebej liturgično pričali o teh prihodnjih dneh. Zato Bogu hvala za vse te možnosti, ki so nam dane in ki nam jih res on po svojem duhu tudi daje. Zato res srcem v teh dneh objemimo Kristusa, Jezusa, našega Gospoda na križu in mu ponovno izročimo vse svoje življenje, vsem tistim, česar nas je strah, česar se bojimo, česar, kar nas oddaljuje od njega in od nas samih, ker ne rabijo on tega, mi rabimo, ker nas to oddaljuje od nas samih sebe in tistega bistva, za kar smo ustvarili, kot smo slišali v prvem berilu. In naj nam bo vsem dovoljeno, v tem tednu pa še posebej častimo Jezusa na križu, da bi s pomočjo tudi tega majhnega zbornika, nekaterih takih pomembnih molitev, da bi mogoče, ne da bi recimo razmišljali, kaj naj bi rekli, ampak to, kar je že zapisano, ker je dovolj veliko strnjeno, da bomo zdaj izrekli namesto prošenj, pa namesto hkrati še prej odpovedi in izpovedi, res vse darujemo na nek način Jezusu na križu. Zato si vzemite v roke te molitvenike, tako naj imenujem, malo sem zbral, jeste katere take ključne molitve. In bomo na strani 6 odprli. Da bo Jezusov križ, ki je naše odrešenje, res naše veselje, naša radost. Zato bomo po vsakem vzkliku dodali, bomo prebrali to in pa dodamo to, kar piše z velikimi tiskanimi črkami. Bodi križ Jezusa Kristusa, moje veselje, bodi naša radost. To je mišljeno res za vse živeče tu na zemlji, pa tudi za duše. Lahko stojimo, lahko klečimo. To je tudi znak naše zunanje države, naše pripadnosti v Zboru. Molimo. V mnogih skušnjavah in telesnih preizkušnjah bodi križ Jezusa Kristusa, moje veselje, bodi naša radost.